geocentrična, vendar pa Ibrahim Ibn Al-Šatir že postavil vse te planetarne modele pod eno streho, tako da so potem, da je bilo s tem Nikolaju Koperniku olajšan zelo prehod na heliocentrični sistem. Torej, danes že vemo, da Kopernik, da je verjetno, zelo verjetno, skoraj gotovo vedel zadeva teh arabskih astronomov, ker so nekateri proučevalci Otto Neugebauer in pa Sverdlov ugotovili, da sta na primer lunarni model in pa Merkurjev model Nikolaja Kopernika identična modelom, ki so jih postavili pred njim arabski astronomi, s tem, da ugotavljajo ti proučevalci, da Kopernik, na primer, sploh svojega Merkurjevega modela ni razumel in da ga je torej skoraj zagotovo na nek način kopiral od Ibrahima Ibn Al-Šatirja. Tudi, kot je bilo že omenjeno, mislim, da je Aleš Črnič omenil, tudi na področju matematike, vemo, da je Mohamed Ibn Musa Al-Khwarizmi bil tisti, ki je iz hindujskih tekstov, ki so v okviru Sidante prišli tam okoli 771 Bagdadski abasidski kalifat. Hindujci so vse skupaj zavili v pesmi. Ni bilo nobenih računskih procesov, samo rezultati. Mohamed Ibn Musa Al-Khwarizmi je dobil nalogo, torej dešifrirati, dekodirati te rezultate, to je naredil, zapisal v knjigi Knjiga seštevanja in oštevanja skladi s hindujskim računstvom. Na ta način je pravzaprav Evropa odkril oziroma predelal te indijske številke, da so postale arabske. Hkrati pa ta isti Mohamed Ibn Musa Al-Khwarizmi seveda odkril novo disciplino matematično, se pravi algebra. Beseda algebra izhaja iz naslovnega knjiga Kitab al-Jabr wal-Muqabala, knjiga obnavljanja in uravnoteževanja. In čeprav mu potem renesančni humanistični intelektualci niso hoteli priznati primata glede algebre, je dejansko treba reči, da je ga mogoče imeti oziroma z gotovostjo imeti za utemeljitelja algebre, ker je postavil ne zgolj inovativno terminologijo, ampak si je zastavil zelo originalne cilje. Kako postaviti teorijo, s katero bi lahko odgovarjali na vse vrste linearnih in kvadratnih enačb s koreni na takšen način, da rešitve ne bi bile odvisne od vsakega posebnega primera. Torej, da bi ena teorija na vse lahko odgovarjala. In to je ta Mohamed Ibn Musa Al-Khwarizmi z algebro naredil in s tem dodal novo, torej znanstveno disciplino k matematiki. Nadalje seveda so algebro potem naprej tudi Omar Khayyam in pa Sharaf ad-Din at-Tusi razvijali. Tudi trigonometrijo so razvili do takšne mere, da so jo na koncu ločili od matematike in da je postala samostojna, neodvisna znanstvena disciplina. Se pravi, če so Indijci poznali zgolj sinus, so potem muslimani naprej razvili vse ostale funkcije, kosinus, tangens, kotangens, sekans, kosekans. To so vse prispevek torej Arabcev v matematiki. V medicini sicer nekateri avtori, kot je Ullmann, pravijo, da so bili Arabci veliko bolj apologetski in pa nekritični do Grkov, da so marsikdaj zgolj prevzemali predvsem od Galena, ampak je hkrati treba reči, da so nekateri avtori, na primer Ibn al-Nafis, vendarle bili tisti, ki so prvi popravljali Galena pri tem, ko je rekel, da kri iz levega srčnega prekata teče v desni prekat neposredno. Galen je rekel, ne vemo sicer kako, ampak mora biti neka cevka. Ibn al-Nafis je prvi odkril, da to ne drži, da kri iz levega prekata najprej teče v pljuča, potem šele v desni prekat. In na ta način zelo pomagal torej tudi Wilhelmu Harveyju, da v 17. stoletju postavil teorijo o krvnem krogotoku. Filozofija, torej tam pa seveda, ne bom predolg, ampak se pravi, koliko imam še? Ok, na filozofiji pa seveda je pa znameniti Averroes tisti, ki je omogočil, da je Evropa spet Aristotela spoznala. Torej, naslednje, kar bi rad poudaril, je to, da ne drži to, da je nastop največjega islamskega teologa Abu Hamida al-Ghazalija v 11. stoletju, ko je kritiziral filozofe Aviceno in pa Abu Nasr al-Farabija in je govoril o Tahafut al-Falasifa, torej, da je zatrl filozofijo na vzhodu, ne drži, da je posredovanje tega Abu Hamida al-Ghazalija ustavilo razvoj znanosti v muslimanskem svetu. Kajti filozofija je najprej vzniknila naprej v muslimanski Španiji,
ravno ta Averroes je tam deloval, ki je podrobno razlagal Aristotela, potem pa ravno ta astronomija, o kateri sem govoril, strojna mehanika in pa tudi optika, ne pozabimo, Kamerl Aldin Alfarisi je prvi odkril skrivnost Maurice, nastanka Maurice, torej to vse nastalo po 12. stoletju, se pravi po smrti Abu Hamida al-Ghazalija. Tako da težko rečemo, da je bil Abu Hamid al-Ghazali, ki je islamsko ortodoksijo veljavil, da je on tisti, ki je doktrinarno presekal razvoj. Misli namreč ravno to, da islam v osnovi sovražen racionalni misli eden od temeljev protiislamskega diskurza. To je treba jasno zanikati. Čisto za konec pa še en poudarek, da marsikdo pravi, da je torej ta Abu Hamid al-Ghazali pravzaprav tudi svojo intervencijo povsem prekinil razvoj muslimanskega sveta v smislu razvoja civilizacije in da je na tej podlagi lahko Zahod potem začel prehitevati muslimanski svet. Jaz bi rekel, da vendarle so bili bolj kompleksni dejavniki, torej posredi demografski, epidemijski, politični in tako naprej. Začelo se že tam nekje v 10. stoletju, se pravi, vedno bolj vroče podnebje v arabskem svetu, naravne katastrofe, se pravi, da je Nil večkrat doživel upad velik vode, potem epidemije, podobno kot Evropi kuga in tako naprej. Še posebej pa treba upoštevati seveda tudi invazije. Se pravi, križarske in mongolske med 12. oziroma 11. in 13. stoletjem. Od takrat naprej, ko so Mongoli na primer razbili bagdadski abasijski kalifaciji, muslimanski svet nikoli v smislu politične stabilnosti ni več opomogel. In pa nadalje seveda, da potem so kmalu prišle torej geografske odkritje Evrope. Evropa je iz Južne Amerike pridobivala veliko bogatstvo, dosegla s tem preboj kapitalističnega načina proizvodne. Nizozemci so trgovino prenesli iz svilne poti, ki je vodila skozi muslimanski svet, torej na morje, in na ta način je arabski svet tudi veliko izgubil, potem pa sam proces kolonializma, skratka, te kompleksni dejavniki so tisti, ki stojijo za dejstvom, da je muslimanski svet tako zelo začel torej, zaostajati za Zahodom in da tam od začetka 17. stoletja ne najde več pravega koraka. Končano je s tem, da je muslimanski svet mogoče v smislu strukturalistične teorije mednarodnih odnosov umestiti v svetovno periferijo, ki so jo kolonialne sile spremenile zgolj v tisto, ki naravna bogatstva pravzaprav izvaža, oziroma neke agrikulturne izdelke, ne proizvaja pa industrijskih izdelkov. Hvala. Hvala lepa. Prav se mi tudi naprej. Vabim na vode ali Ane Zada, docentke filozofske fakultete. Današnji format je, kot ste videli, ni striktno akademski, tudi zato, ker je nekako v duhu Rešeta Teljaka. To se tudi imenuje akademska čitalnica, smo naredili čitalniško, nekaj se bo dosta, ali bo se tega nekaj odgovori, odločitev je tvoja. Super, hvala lepa, hvala Reš, lepo pozdravljeni. Dosti stvari je bilo že rečenih. Seveda sem bila, moram reči, navdušena nad nekaterimi, oziroma bom rekla kar nad vsemi referati in se bom skušala za svojo temo navezati na že rečeno predvsem na prvi panel, ki je bil seveda reflektiral marsikaj zanimivega, predvsem z vprašanjem te heterogenosti in odnosov, rečemo muslimani, Zahod, sodobna, rečemo evropska družba, konkretiziram, in pa seveda pogledati, kakšne vprašanje se odpirajo dejansko v prihodnosti. Zdaj, moram povedati, čas mi tukaj kruto odteka, kako lahko v bistvu v teh 10 minutah ne zaidem v neko pospraševanje, stereotipiziranje in tako dalje, skratka je zelo težko. Da ne poenostavljam, jaz bom kot ena izhodišča seveda navrgla, potem pa upam v okviru razprave in s tem seveda apeliram tudi na to, da se tovrstne razprave morajo nadaljevati. To ne bo samo kot izhodišče, kot poklon Alešu Debeljaku, ampak upam, da v tej čakalnici seveda tudi druge te na katere razprave nadaljujemo. Zdaj, začetna teza oziroma začetna pozicija, ki je zame že res, bom rekla, soperno, ko jo moram vedno znova ponoviti, islam ni monolitni blok. Problem seveda, ki nastaja, je, bom rekla, religijska nepismenost, v bistvu nepoznavanje raznolikosti islamskih tradicij. Mi imamo v Sloveniji več skupnosti muslimanskih
muslimanskih skupnosti poznamo seveda največjo islamsko skupnost, imamo pa seveda tudi tiste, se pravi, različne linije, ne, ki jih, seveda so v manjšem obsegu, a vendar, ne, ki jih morda tudi nekatere struje znotraj muslimanskega sveta ne odobravajo, oziroma jih celo označujejo kot heretične, kot krivoverske. Ne. In če smem se upravičujem, ampak moram omeniti, med nami je predstavnik Ahmadijev, Talha, ki seveda živijo v Sloveniji, skupnost Ahmadijev v Sloveniji, ne, se pravi, je seveda strani večinske muslimanske skupnosti pozdravljena, tolerirana, ne pa tudi strani salafijskih tokov, ki jih najdemo tudi v slovenskem prostoru. Ne. Sem se sama pogovarjala z dvema predstavnikama salafijske struje, sta rekla, Ahmadi niso muslimani. Lahko se samo okličejo kot muslimani, hkrati pa seveda so ostati v smislu, ker zagovarjajo tudi Jezusa Kristusa, ne, in tistega odrešenika, ki seveda ga islam prepoznava kot enega od prerokov, 124,000 prerokov, ne pa tudi ne, v tem smislu zadnjega prihoda, ne, kot imajo Ahmadije. Ne. In zdaj moram seveda tukaj, bom tožila na nek način, ne, tudi svoje kolege, če lahko rečem, vi ste imeli, Ahmadije so pripravili razstavo o toleranci v islamu, ne, ki je potem po enem dnevu, če sem pravilno razumela, bila umaknjena, ne, na filozofski fakulteti v Mariboru, v smislu, da promovira islam. Ne. Zdaj, moje vprašanje je, in že vidim, da se odmikam od svojih skic, se pravi, na kakšen način, ne, to so teme, ki moramo odpreti kot evropska družba, kot, ne, na kakšen način bomo, ne, spoznavali drugega, se bomo približevali drugega v nekaj intersekciji, če ne bomo odpirali teh prostorov, tudi vprašanje vloge religije, kaj religija pomeni, ne, določenim religijskim skupnostim, muslimanskim in tako dalje, in seveda prišli do nekega konsenza. Ne. Omenjeno je bilo, kolegi pred mano so omenili, seveda bistvo, da muslimani sami ponudijo evropski družbi neke koncepte, kontekste iz svoje bogate tradicije. Jaz mislim, da je tu potrebno iskati nabor, ne, tu imamo koncepte kalif, ki seveda je problematičen, ne, ampak vendarle v nekih zgodovinskih fazah lahko predstavlja, ne, neke možnosti razmišljanja. Potem imamo seveda vprašanje konsenza, ne, pa vprašanje, se pravi, šurjevo, vprašanje iđme, vprašanje tudi tavhida kot nekih opcij, ki jih je potrebno seveda v nekih različnih kontekstih posvetliti in v njih razmišljati, kako so kompatibilni, rečemo z evropskimi normami, karkoli pač to, ne, v nekem trenutku pomeni oziroma se oblikuje v nekem smislu. Ne. Skratka, zdaj, če bom rekla zelo posplošeno, splošno predstavim dve ideološki liniji v evropskem prostoru med muslimani, bi lahko rekli, govorimo o tako imenovanem apologetskem modernizmu kot odziv na, lahko rečemo tudi poraze Zahoda, poraze strani Zahoda, oziroma občutke, da je muslimanska, ne, skupnost poražena, da potrebuje neke nove načrte, nove modele. In na drugi strani seveda islamske reforme, ki jih ponuja salafizem. Ne. Če imamo na eni strani ta apologetski modernizem, ki pravi, da je za ponovno živitev islama potrebna popolna asimilacija sodobnih norm, na drugi strani pa reforme, ki zagovarjajo povratek k prvobitnemu islamu. Med tema dvema linijama, neko sprem zelo posplošeno jih predstavljam, nekje krmarijo med Oscilo in Karibko, bom rekla, skolastični tradicionalisti, večinske muslimanske skupnosti, ki se ukvarjajo z religioznimi praksami, tradicionalnih okvirih, nauki pravnih principov in podobno. Ne. Zdaj seveda, kar je bi bilo zanimivo in kar je pomembno seveda pogledati je, zakaj v določenih okvirih, seveda, ali med mlajšimi generacijami muslimanov v določenih evropskih okoljih začnejo prevladovati ali pa zmagovati trde linije. Ne. Zakaj nek Maududi, Hasan al-Banna, se pravi tisti, ki so ideologi muslimanske bratovščine tako naprej, ne, kot
upor, rečemo, proti kolonialnim posegom in tako naprej, ne? In seveda oblikovalci panislamizma, panarabizma, ne, tako naprej, začenjajo nagovarjati mnogo bolj kot, rečemo, reformatorji, liberalni, tisti, ki ponujajo hermeneutiko dvoma, hermeneutiko tekstov Korana in tako naprej. Ne. Zdaj, če se navežem, da ne bom predolga, če se navežem na Oliverja Loaja, Globalizirani islam, poznamo njegovo knjigo v slovenščini, on pravi tako, radikalni islam med muslimani na Zahodu ni posledica uvoza, ne, se pravi, kljub temu seveda, da se naslanja na vahabitske paradigme, da je saudski vahabizem vemo je zavrnil tradicionalno kulturo, prepovedal glasbo, ples, romane in podobno, ampak je posledica dekulturacije islama. Ne. Se pravi, imigracija je spremenila odnos med migranti in izvorno kulturo. Ne. Sodobni fundamentalizem, torej, oziroma radikalni islam, in tudi bom zelo pazljiva, oziroma ne bom pazljiva, zdaj ker je časa premalo, ampak vendarle, ko govorimo o fundamentalizmu, radikalizmu, prosim, jemljite to z mojim opozorilom, da so te koncepti seveda potrebni razmisleka in tako naprej. Ne. Skratka, sodobni, pa te radikalni pogledi poudarjajo nepovezanost religijskih označevalcev od kulturne vsebine, kar pomeni, na primer, konkretiziram halal prehrana, postaja lahko halal fast food v smislu, da je ločena od svojih tradicionalnih oblik. Ne cvetijo več maroške, turške restauracije, ampak sledi halal prehrana. Ne? In v tem smislu torej gre za neko preoblikovanje vere, ki se loči od svojih tradicionalnih oblik v neke vrste čisto religijo, iskanje tiste čiste religije, ne, v tem radikalnem fundamentalističnem smislu, kaj je torej res, ne, katero je tisto jedro, ki je v bistvu brez teh kulturnih, tradicionalnih konotacij. Ne. Zdaj, če samo pogledamo tudi razumevanje in razmišljanje o umi, ne, kot tisti muslimanski organizaciji, ki ne vključuje vse muslimane. Prostor ume po tem razmišljanju, se pravi, radikalnem, ni več teritorijalni, ni več implicitno vezan na neko državo, omejen z teritorijalnimi mejami, ampak je lahko tukaj in zdaj. Ne? Če pogledamo razmišljanje radikalnega gibanja iz Londona, Hizb ut-Tahrir, uma je tukaj in zdaj, če se muslimani za to odločijo, ne? In živijo po tem principu in seveda temu konceptu izkažejo lojalnost. Ne? Na tak način lahko torej posameznik živi, ne, kot pripadnik določene manjšine in hkrati tudi kot del univerzalne skupnosti. Ne? Tako da zdaj seveda razcepi, ki se pojavljajo, ne, v rečemo evropski uniji, če smem tako reči, je na nek način spet zelo splošno razcep med tradicionalnimi, temi skolastičnimi tradicionalisti in temi radikalnejšimi pozicijami, tudi salafističnimi in islamističnimi in tako naprej. Ne. Zdaj, položaj seveda muslimanov v Evropi, slišali smo že kar nekaj seveda problemov, na katere naletijo, je seveda pomankanje, to je tudi splošen problem, pomankanje konsenza med muslimani, ko gre za razlago islama, ne, krovne autoritete ni. V evropski družbi obstaja več muslimanskih skupin, brez centralnega organa, ne, in se med seboj se pravi identificirajo na različne, se pravi povezujejo na različne načine. V bistvu so tako rekoč te raznolike ideje na konkurenčnem trgu, ne, kaj jih nam govori, je zelo odvisno od teh delujejo skratka na konkurenčnem trgu nekih alternativnih idej, interpretacij, ne, in tudi vprašanje, katera verska oblast, katera avtoriteta, kateri verski vodja, kateri vodja mošeje, ima dovolj karizme lahko, ne, da seveda nagovarja. Ne. Seveda, zdaj, ko sem se pogovarjala, ne, tudi z nekaterimi predstavniki muslimanskih skupin pravijo, dobra primerna izobrazba evropskih imamov bi marsikaj lahko, ne, rešila. Ne. To bi bila ena od stvari. Ne. Problem seveda je tudi tako imenovana občutek
tega, da se pravi ne pripadanja, neke vrste oblegana mentaliteta, kot vam pravijo, pa sindrom zamrznjenega časa, ne? Da dejansko zelo težko najdeš to interakcijo, ne? Da seveda tudi evropska družba velikokrat ne ponuja možnosti, da bi dejansko prišlo do teh stikov. Zato kot prvo seveda odprti dialog, detabuizirane razprave, konkretna vprašanja, se pravi, kaj potrebujete, kako razumete svojo, kako živite, kako razumete, kako biti, s svojimi koncepti lahko so vplivali pri oblikovanju tega strpnega sobivanja, rečemo skupne prihodnosti tovrstne družbe, kakšne so vaše potrebe in seveda zelo pomembno je seveda, da gre ta dialog v obe smeri, oziroma da tudi sami muslimani čutijo to, njihovi voditelji čutijo odgovornost, da postanejo bolj prvi in pripravljeni sodelovati, kar ni vedno enostavno. Seveda imamo mnogo v slovenskem prostoru, seveda je, da odprto na mnogo krat seveda so stvari bistveno bolj komplicirane. Tako da toliko zdaj drzinski. Naslednji vabim Nadjo Furman-Stante, profesorico raziskovalko na znanstveno-raziskovalnem središču v Kopru. Moja institucionalna afiliacija je včasih že religiozno intenzijo na to obdobje, ki je si Hvala. Najlepša hvala. Današnje trenutke bi pravzaprav namenila razmišljanju, ob katerem se bom naslonila na oba moja predhodnika, tako na kolegico Anje, predavateljico profesorico Anja Zalta, kot na kolega Moža Štrbenca. In sicer pravzaprav, ko rečemo, da je kulturna stopnja nekega ljudstva v pretežni meri odvisna, oziroma jo lahko prebolje rečeno, bom kar uporabila oziroma citirala stavek, ki ga je že leta 1827 izrekel v svoji poti v Egipt, znameniti jezikoslovec, egiptolog, ki je med drugim tudi raztolmačil oziroma dešifriral klinopis hieroglife, Jean-Francis Champollion. Nam je namreč vloga ženske v Egiptu naredila zelo močen vtis. In sicer izrekel je znamenit stavek, ki je, se mi zdi, nadčasoven in verjetno ga bo ali pa bi bilo vsekakor povsem utemeljivo uporabiti tudi z ust, recimo, poznavalk ali pa recimo še rečem feministk, ki so načeloma v sodobni družbi nadvse pomembna, po drugi strani pa predvsem stereotipizirana skupina ljudi v tem smislu. On je izrekel, da je pravzaprav kulturno stopnjo nekega ljudstva lahko presojamo prav glede na položaj, ki ga ženske v tej dotični družbi. In glede na to, da je prav vprašanje pozicioniranja, razumevanja žensk znotraj islama ena izmed bolj aktualnih tem, ki buri naš vsakdan, ne toliko v zvezi z, ne toliko v akademski sferi, tudi, ampak predvsem v medijih smo v zadnjem času priče izrazitega stereotipiziranja in pa predsodkovnega bazena, če lahko se mogoče tako močno izražam, na račun islamskih žensk. Tukaj bi se navezala predvsem na modro izjavo Anje, ki poudarjaš, da pravzaprav islam ni monolit in v tem kontekstu tudi položaja ženske znotraj islama ne gre razumeti kot nekega monolita, ki je na vseh koncih, v vseh kulturah sveta enak. Seveda ne. To je pravzaprav tisto, kar bi Anja imenovala predhodno religijsko neznanje. In v tem kontekstu sem želela, čeprav sama prihajam iz perspektive religijskega feminizma, no konkretno, če sem bolj natančna feministične teologije, in se že iz profesionalne napake, če hočete, nekako vedno ukvarjam s kritičnim pristopom do vprašanja položaja ženske v različnih religijah. Danes
bom prav tudi v spomin na Aleša Debeljaka poskušala poudariti bolj tisto poetično plat, ki je pravzaprav on združeval vse skozi z, kot smo slišali, z razumom oziroma neko kritično razumsko perspektivo. In v tem smislu bi rada v navezavi na vse, kar je povedal že kolega Primož Trbenc, opozorila na pomemben doprinos, ki so ga imele prav ženske v dobi, se pravi, tako imenovani zlati dobi islama. Zakaj? Pravzaprav, glede na to, da s tem bi rada morda mečkar razvila ta monolit stereotipiziranja, ki je na račun islamskih žensk sploh na Zahodu v zvezi z vprašanjem zakrivanja oziroma tako imenovanega hidžaba, doživel že resnično perverzne v negativnem smislu plati posplaševanja. Vsekakor, vprašanje zakrivanja je nadvse pomembna tema, s katero se ukvarjajo številne tudi danes navzoče raziskovalke in raziskovalci in mora ostati tako v akademskem kot v neakademskem krogu v preizpraševanju, saj kot taka predstavlja pravzaprav en, lahko rečemo, najbolj vidni kamen tako integracije islama na Zahod, kot tudi njegove sekularizacije, recimo, je na nek način izziv, vsekakor. Ampak tukaj bi rada opozorila tudi na to, na kar je opozorila tudi naša profesorica, zaslužena profesorica Maca Jogan, da gre pravzaprav na nek način tudi v tej gesti problematiziranja, zakrivanja žensk, na nek način za zlorabo žensk kot nekih grešnih kozlov, na račun katere se seje strah recimo v vsakodnevne pore zahodnih družb. Toliko o tem sem obljubila sama sebi, da se ne bom lotila vprašanja zakrivanja podrobno. Vsekakor pa bi rada, glede na to, da so ženske nekako tisočletja igrale zelo pomembno vlogo tako pri oblikovanju družbe, kot pri oblikovanju ali sooblikovanju določenih religij. Seveda, tukaj izpuščam tisti kritični negativni predzvok, pa vendarle se jim moram čisto ogniti. Včasih so pravzaprav zelo direktno oblikovale to zgodovine, včasih so ga celo uspele malce zasukati, preobrniti, vsekakor so pa več ali manj pretežen del delovale kot prikriti element družbe ali religije, kateremu so pripadali. Tako da bi rada s to kratko predstavitvijo pozitivnega doprinosa muslimanskih žensk v zlati dobi islama odstrla eno od tančic neznanja v zvezi z doprinosom, ki so ga muslimanske ženske imele, se pravi ne samo za islamsko kulturo, ampak tudi na Zahod kot tak. In sicer naj opozorim, da je ravno spričo različnih religijskih feminizmov, spričo različnih feminističnih teologij, so se začela razna zasledovanja zastrtih sledov. V arhivih po svetu naj bi bilo okrog 5 milijonov različnih rokopisov, od tega naj bi bilo samo 50.000 teh rokopisov predelanih, ostali ostajajo pravzaprav na vdih ali pa nekako nas čakajo mlade ume, da pravzaprav zagrizejo v to zapuščino, ki je pravzaprav nam še nepoznana. V navezavi na to bi rada pravzaprav vzbudila vas en kanček zanimanja za to zapuščino in prav za boljše poznavanje ženskega islamskega delovanja oziroma deleža v islamski zgodovini sta trenutno bolj pomembna dva projekta oziroma dve deli, če lahko imenujem. Prvo delo je Al-Muhaditat, morda ste ga že slišali pod imenom The Women Scholars in Islam, katerega avtorja sta Mohamed Akram Nagvi. To gre pravzaprav za oblikovanje bibliografskega slovarja,
v arabskem jeziku, kjer sledi popis muslimanskih žensk, ki pravzaprav so študirale in poučevale hadith. Potem drugi je Muslim Women, zopet Bibliographical Dictionary, avtorica tega pa je Aisha Bewley. Se pravi, ti dve deli poskušata narediti nek hermeneutični prevrat, če hočete, se pravi, da iz tako imenovane prikrite njene zgodbe ali angleške igre besed, her story, poskušata pravzaprav, se pravi, da iz prikrite, samo vrna, vidite, kako je močno vtis v pozitivno, nezavedno zapisano. Se pravi, da iz, his story, se pravi, zgodovine, se pravi, ki je utišala prikriti glas njene zgodbe ali her story, obuja le tega, se pravi, poskuša na nek način obuditi njeno zgodbo, ki je bila v izrazito pristranski moški zgodbi ali history čistokrat zamolčana. To je pravzaprav glavni namen teh dveh projektov oziroma del. No, če zdaj na kratko pogledamo, ker vem, da imam še morda 5 minut po moji notranji uri, in sicer drži, intuicija ženska, sam preverjam švicarsko uro. In sicer, da ne boste rekli, da samo napovedujemo. Ena in prva, ki bi jo rada predstavila, ženska, pa s tem, da ne želim po eni strani, kaj delam. Delam to, kar mi številne feministke, če je katera med vami, se globoko pravičujem, grajale, ker poskušam iz zgodovine pravzaprav potegniti Descartes, Aristotele, Ja, v tem kontekstu poskušam zato, ker jih ne poznamo, in je to pozitivno. In sicer prva je Zubajda. Zubajda gotovo vsi poznate iz 1001 noči. In sicer Zubajda, njeno ime je Zubajda bin Džafar. Ona je pionirka enega najbolj ambicioznih projektov, in sicer to je projekt kopanja vodnjakov in vodnih zajetij po romarski poti od Bagdada do Meke in Medine, in še danes so poimenovali po njej to pot, in sicer Darb Zubajda. Ona je, se pravi, Zubajda je vsekakor najbolj poznana abesinska princeza, bila je žena kalifa Haruna al-Rašida, ki je tudi en izmed, če se spomnimo, glavnih zgodovinskih oseb, ki tudi nastopa v zgodbah 1001 noči. Ona je bila pravzaprav njegova žena in njegova sestrična. Potem samo njeno rojstno ime je Sukinat al-Amat al-Aziz, kasneje pa dobi ta pridevek, se pravi pridevek Džafar, kar pomeni mati Džafar. To nakazuje na to, da je bila mati kalifa Mohamed al-Amina. Kar je še pomembno v zvezi z Zubajdo, je to, da je veljalo prepričanje, to lahko zasledite tudi v 1001 noči in pa še v številnih drugih zabeležkah, veljalo namreč prepričanje, da je njena palača nekako zvenela kot čebeli panj. Zato, ker je v njej nekako dala mesto 100 ženskam, ki so se na pamet učile Koran, kar je bilo pravzaprav v tistih časih sploh izjemno pogumno in pa ne samo pogumno, ampak plemenito dejanje. Druga pomembna oseba je ženska, ki je na področju matematike naredila izjemne preboje, to je Sutajta al-Mahmali. Ona je bila pravzaprav matematičarka in pa sodna priča na sodiščih, eksterna sodna priča na sodiščih hkrati. Živela je v drugi polovici 10. stoletja, v okviru v Bagdadu. Ona je bila pravzaprav, zakaj je naredila preboj? Zato, ker je naredila, pravzaprav izumila rešitev, številne rešitve, ki drugi matematiki tistega časa pravzaprav niso uspeli rešiti, prvenstvene dosege, ki vam jih zdaj nekako, ker bi rada še drugi dve predstavila, se spuščala, pa je dosegla v algebri. Tretja pomembna oseba je Dajfa Katun, ona je živela v 12. stoletju nekje. Ona je bila izjemno politično angažirana. In sicer rodila se v Alepu, smo se pravi v Siriji,
in je bila celo kraljica Alepa, morda jo potem poznate, za obdobje 6 let. In sicer vladala ravno v času, ko so pestili Alep številni problemi oziroma upadi, morala se soočiti spoprijeti z grožnjami Turkov oziroma najprej Mongolov, Turkov in potem tudi križarjev. Tako da je v tem smislu bila zelo priljubljena kraljica, predvsem tudi zato, ker je v Alepu odpravila krivice in nepoštene davke. Tako da je naredila pravzaprav eno tako revolucijo ali pa reformo. In ker je dala prednost znanstvenikom in pa revnim in pod njeno vladavino je Alep doživel tudi izjemen arhitekturni razcvet. V tem smislu bi se na hitro ustavila in pa po eni strani preden se zaključim z Fatimo Al-Fihiri, ki jo verjetno vsi najbolj poznate, bi omenila še pravzaprav nekaj, kar se zdi meni pravzaprav ne bodi ga treba, pa pravzaprav je zelo pomemben vsakdanji pripomoček GPS. Lahko rečemo, da je bila pravzaprav predhodnica, mitična predhodnica današnjega ali pa izumiteljica današnjega GPS-a, prav ženska, ki je živela tudi v Alepu, in sicer Marjam, ki ji rečejo Al-Astrolabija, zato ker je izumila prvi, pravzaprav predhodnik astrolab, lahko rečemo astrolab, lahko razumemo kot predhodnik današnjega GPS-a. No, zdaj pa naj zaključim še z Fatimo Al-Fihiri, zanjo ste verjetno slišali, če pa ne, pa naj vam povem, da je ustanovila eno izmed ne samo znanstvenih središč, ne smo slišali 750krat, da bi bilo znanost potaka in njena na Koranu, in pomen te za islam oziroma razumevanje znanja v islamu. Ona je ustanovila pravzaprav eno izmed večjih znanstvenih in verskih središč tistega časa, še danes delujočo, nekateri pravijo najstarejšo univerzo na svetu, sicer Al-Karain. To ne bi bila prva in kontinuirano delujoča univerza v Fezu. Tako da ona je, pravzaprav, Fatima Al-Fihiri je tudi pionirka sodobnega visokošolskega načina podeljevanja diplom. Se pravi, kaj je ustanovila, je to, da je vsaka stopnja dobila diplomo. Lahko rečemo, da je uvedla bolonjski sistem. Ne uvedla, Bog pomagi, da je pač neka mitična začetnica tega. Tukaj verjetno se vsi strinjamo, vsi navzoči, da nismo ravno, da ne častimo ravno tega, ampak kljub temu. V vsakem primeru, samo še s tem ne zaključim, sam vpliv, ona, kako je pravzaprav prišlo do tega, njej, ko ste umrla, se pravi, po hitrem postopku, nažalost, ste umrla, se pravi, mož, oče in brat, tako ste za njeno hčerko, Mirjam, pravzaprav podedovali celotno družinsko premoženje, ki ga je bilo mnogo. In to, potem, ko ste se izobrazili, sta pravzaprav želeli lokalni skupnosti nekaj darovati nazaj in sta vso celotno premoženje pravzaprav vložili v Mirjam v izgradnjo mošeje, in sicer Masajid Al-Karin, ki je največja mošeja, pravzaprav ena največjih mošej v Severni Afriki, in deluje v sklopu univerze, se pravi Al-Karin in Karavin, pardon. Fatima pa je ustanovila pravzaprav to univerzo, prvo univerzo Al-Karain. In zanimivo je to, da so ta univerza je bila narejena leta 1859 in vsekakor zanimivo tudi to, da v tistem času so na tej univerzi predavali ne samo v arabščini, ampak tudi v parih evropskih jezikih, lahko so študirali tudi nemuslimani. Iz te univerze pravzaprav izhaja kar nekaj tako islamskih močnih, vidnejših imen. Naj omenim samo enega, da se ne zgubljam v času, ki ga je omenil tudi Primož, ko je govoril o astronomiji, se pravi astronom Vitruji, oziroma ki so njegovo ime latinili, se pravi Alpetragius, se pravi v 12. stoletju je tam doštudiral, potem izmed nemuslimanov
ki so tam doštudirali, je celo en izmed rimskih papežev, in sicer francoski menih, papež, matematik, papež je kasneje matematik, Gilbert, ki je postal papež Silvester II. On je bil poznan tudi potem, ker je konstruiral ročne ure, imajo ga tudi kot prvega, ki je pravzaprav naredil ročno uro, abak, globuse, skratka, njemu pripisujejo številne izume, priučil pa se jih je prav na Univerzi Karain. Skratka, da zaključim, samo izobraževanje na Karain univerzi se posredotoča tako na islamskih in kot na pravnih grilah, še danes. In skoraj 1200 let je že minilo od ustanovitve Univerze Al-Karain. Univerza še vedno podeljuje diplome in celo podiplomskih študentov različnih verskih in fizikalnih znanosti. Ta cenjena institucija, ki je torej že od nekako 13. stoletja naprej pospešeno delovala, naj vam samo ilustracijo povem, da naj bi ta univerza v 14. stoletju imela 8000 študentov, je skratka za razmak islamske kulture, znanosti in prenosa le-te na zahod, v Evropo, pomenila različno matico oplemenitenja v tem kontekstu. In kot taka je zapuščina Fatime Al-Fihiri. Da zaključim stavkom, ki mi najbolj všeč, pravim, da sem na polju poetike, ne kritike. Njena zgodba je priča brezčasne predanosti islamski tradiciji in poglobljenemu učenju, akademskemu duhu ter pokloništvu celotnemu človeštvu. Hvala. Hvala lepa, Nadja. Zdaj besedi vrati še Ano Frank, raziskovalko na Mirovnem inštitutu, samoslovno raziskovalko, sicer pa kljub drugim letom, ki se jih še ni napravil zelo veliko, ena glavnih poznaval Turčije, turške kulture in tako naprej. Hvala Alešu za vabilo. Moj prispevek se navezuje na zadnje pripombe prvega panela, in sicer na reproduktivne pravice žensk. Reproduktivne pravice žensk so oblikovane pod pritiski različnih političnih ideologij in še vedno predstavljajo zelo kontroverzno temo javnih politik v mnogih državah. V Turčiji se je od leta 2002, ko je oblast nastopila Stranka za pravičnost in razvoj, AKP, debata o reproduktivnih pravicah, še posebej splavu in carskem rezu, ponovno pojavila na političnem prizorišču in razvnela močne javne debate. Večkrat se zdi, da so te reproduktivne pravice oblikovane pod vplivom verskih konservativnih politik. Toda podrobnejša analiza nam pokaže, da te debate segajo preko dihotomije religijsko versus sekularno in so odvisne od zgodovinskih in družbeno-političnih kontekstov in so torej bolj kompleksne in zelo pragmatične. V Turčiji je v obdobju po ustanovitvi republike leta 1923 so bile reproduktivne pravice žensk usmerjene pronatalistično, torej predvsem z vidika obrambe in ohranitve turškega naroda oziroma nacije ter krepitve ekonomije in delovne sile. Splav je bil prepovedan, prav tako so bili kriminalizirani kontracepcija in sterilizacija. V Kazenskem zakoniku iz leta 1926, ki je bil povzet in prilagojen po italijanskem, je bil splav prepovedan z argumentom zaščite pravice do življenja, leta 1936 pa dopolnjen in redefiniran kot zaščita zdravja in rasne enotnosti. Utemeljitev prepovedi splava pa argumentirana s potrebo po zaščiti generacij. V 60. letih 20. stoletja so se zaradi hitre rasti prebivalstva, gospodarske krize, visoke brezposelnosti in pa tudi zaradi veliko smrti žensk, ki so jih povzročili nelegalni splavi v higiensko-porečnih razmerah, pojavili predlogi o legalizaciji splava, ki je bil legaliziran leta 1983. Torej, reproduktivne pravice so bile ponovno oblikovane skladno s takratnimi družbeno-ekonomskimi potrebami. V 21. stoletju pa so se reproduktivne pravice žensk s pojavom islamsko-konservativne stranke AKP ponovno postavile pod nosilec nacionalne dobrobiti in kot sredstvo za ohranjanje bodočih turških generacij. Tako je leta 2012 AKP predlagala zakon, ki bi omejil splav na samo medicinsko nujne primere in omejil število carskih rezov, ki je v Turčiji mimogrede v nekaterih privatnih bolnišnicah celo 90% vseh rojstev. Prikazala bom nekaj primerov uporabe religije v podporo prepovedi splava in carskega reza. Predsednik Turške republike Recep Tayyip Erdogan v svojih govorih
označi splav za umor in tako pravi. Vsak splav je umor in ni razlike med umorom otroka v maternici ali umorom otroka po rojstvu. Ter v primeru splava govorimo o dvojni krutosti, to je umor fetusa in poškodba ženske. Ženska je mati, ki v naši religiji je raj pod materinimi nogami. To je zelo pogosta referenca v politiki, da je raj pod materinimi nogami. Glede carskega reza pa Erdogan, se naslanjajoč na nekatere medicinske razlage, da ženske s carskim rezom lahko rodijo ne več kot 3 otroke, pravi naslednje. Nasprotujemo rojstvom s carskim rezom, saj carski rezi zmanjšujejo populacijo. Vem, da je vse to načrt, hinavski načrt, katerega namen je izbrisati turški narod z obličja tega sveta. Ne smemo biti naivni in podleči temu planu, ki preprečuje rast populacije našega naroda. Mi imamo samo en cilj in to je, da bo naš narod povzdignjen na nivo moderne civilizacije, zato pa potrebujemo mlado dinamično populacijo. Ljudstvo je temelj ekonomije in če imamo ljudi, imamo kapital, delo, potrošnjo in produkcijo. Zato moramo storiti vse, kar je v naši moči, da povlečemo mlado populacijo, drugače bomo imeli premalo populacije, ki bo sestavljena samo iz starejših ljudi že leta 2037. Erdogan označi tudi kontracepcijo za izdajo in tisti, ki jo podpirajo, izsušujejo državno populacijo. Populacija tega naroda zato mora narasti, saj je najpomembnejši element ekonomske moči. Torej, čeprav na prvi pogled z referiranjem na religijo, torej v naši religiji je mati sveta, raj je pod materinimi nogami in podobno, pri nasprotovanju splavu ta interpretacija ni versko utemeljena, se povezuje splav in umor ter žensko z vlogo matere, ki je domnevno dodeljena v religiji. V tem primeru splav ne more biti utemeljen v religiji, kajti islam omogoča in dovoljuje splav. Namreč splav v islamu je glede na različne interpretacije nekaterih glavnih verskih naukov in verskih šol dovoljen med 40 in 120 dnevom po oploditvi, saj se plod obravnava kot človeško bitje šele takrat, ko mu Allah vdihne dušo in torej ne od dneva oploditve. V izjavah o carskem rezu pa je zelo jasno razvidno, da je reprodukcija oziroma rojevanje razumljeno kot glavno sredstvo ohranjanja turškega naroda in napredka gospodarstva, dominirata torej ekonomski in demografski diskurs. Tudi župan občine Ankara, član AKP, je zagovarjal prepoved splava in tudi v primerih posilstva in pravi. Zakaj bi otrok bil kriv zaradi materine napake? Zakaj se ona ne ubije namesto, da ubije otroka? Nekateri pravijo, da je telo njihovo, tudi telo je v Allahovih rokah in le kako lahko vzameš, kar je Allah dal. Tukaj je spet prisotna uporaba religije za podporo argumentu proti splavu, da ne omenjam mizogine pozicije, da naj se ženska samo ubije, ker ne bila sama kriva za posilstvo. In noseča ženska nima pravice odločiti o tem, kaj bo storila s svojim telesom. Torej žensko obtožuje, da je sama kriva za posilstvo, da se ne sme odločiti o svobodnem rojstvu in splavu. Tudi predstavnik Dianeta, to je predsedstvo za verske zadeve, neko politično telo ali ministrstvo, brani splav z uporabo religije, tako da referira na pravico do življenja, svetost materinstva in Allahovo voljo. Ena njegovih izjav se glasi: fetus v maternici ima pravico do življenja, niti njegova mati nima lastništva nad njim in zato ne mora odločiti o njegovem življenju. Noseča ženska nima pravice odločati o tem, kaj bo storila s svojim telesom. Življenje je last Allaha in zato nihče nima pravice ga dokončati. S takšno razlago insistira na tem, da je plod človeško biti že od spočetja, ne glede na to, da večina islamskih virov dovoli splav med 40 in 120 dnev in ne smatrajo fetusa kot človeško biti v začetni fazi. To je še en primer, kako je religija arbitrarno in selektivno uporabljena strani vladnih akterjev, da bi podprli svoje določene politične cilje in potrebe. Kakšni pa so nasprotni argumenti? Torej, čeprav nekateri člani AKP, ki podpirajo prepoved splava in omejitev carskega reza, uporabljajo religijo oziroma različne reference na religijo, se pri tem nepravilno interpretirali islamske nauke in možnost splava in so se izognili neposredni problematizaciji splava v islamu per se. In tako mu Erdoganu, član sekularne republikanske ljudske stranke, odgovarja ravno z referenco na religijo in pravi: Erdogan očitno nima dovolj religijskega znanja o reproduktivnih pravicah v islamu, saj v islamski zgodovinski praksi ženske niso bile sankcionirane zaradi opravljanja splava. Torej, paradoks je, da obe vrsti akterjev, tako sekularni kot religiozni, za argumentiranje nekaterih političnih ciljev uporabljajo religijo, tudi z različnimi interpretacijami
interpretacijami le-te. Eni religije uporabljajo za argumentiranje pravice do življenja, pro-life, drugi pa za pravico do izbire, pro-choice. Religija je torej skonstruirana v političnem prostoru za upravičevanje različnih, paradoksalno nasprotujočih si pozicij. Akterji referirajo na religijo z različnimi interpretacijami le-te, čeprav se redko poslužujejo konkretnih islamskih referenc in njihovi politični retoriki. To pa pogosto daje vtis, da je določena zadeva utemeljena v religiji zgolj zato, ker je nekateri akterji selektivno uporabljajo v svojih političnih, populističnih frazah. In celo znotraj stranke AKP se pojavijo kontraargumenti, tudi z uporabo religije. Tako je ena od ustanoviteljic stranke AKP nasprotovala pozicija proti splavu znotraj stranke in se naslanjala ravno na islamske vire, ki dovoljujejo splav med 40 in 120 dnev po zanositvi, kar je dolg razpon celo z vidika modernih sodobnih medicinskih standardov, ki splav dovoljuje nekje do 10. tedna. Torej, ideološke skupnosti, kot so politične stranke, ne smejo biti razumljene kot homogene ali statične, saj lahko različni člani znotraj te skupine nek problem definirajo in interpretirajo drugače, celo nasprotujoče, skladno z njihovimi verovanji in prepričanji. Tudi civilna družba se je ostro odzvala na interpretacije islama v primeru splava in trdila, da to sploh ni bila religijska, temveč politična zadeva. Tako profesorica islamskih študij Bejza Bilgin pravi, da islamska ulema soglaša ne samo o možnosti splava, ampak tudi o uporabi kontracepcije, ter da je bilo mogoče v primeru posilstev, incesta in tudi v primeru neželenih nosečnosti uporabljena kontracepcija ni delovala. Islamska aktivistka za ženske pravice in teologinja sama muslimanka, Hidajet Šefkat Tuksal, se tudi opira na islamske nauke in dovoljenje splava do 120. dne po zanositvi in kritizira poseganje Dijaneta v te politične debate in pravi, da v Turčiji niso vsi muslimani in zato je Dijanet ne more predstavljati. Tudi druge aktivistke in odvetnice kritizirajo pozicijo Dijaneta, ki po njihovem mnenju deluje kot administrativno orodje za indoktrinacijo in propagiranje trenutne uradne ideologije o islamu, kar se kaže v različnih pozicijah Dijaneta v splavu v zgodovini republike. Namreč Dijanet je bil instrumentaliziran in zlorabljen strani vseh trenutnih vlad. Namreč v 80-ih letih je Dijanet celo izdal fatvo, ki trdi, da je takrat sprejet zakon, ki dovoljuje splav, v skladu z islamsko doktrino in nauki. Prav tako je Dijanet takrat izdajal publikacije, kjer je zapisano, da sunitski islam dovoljuje splav do 3. meseca. Torej, ista institucija poda nasprotujoče si interpretacije islama. V 80-ih letih z referenco na religijo dovoljuje splav, leta 2012 pa ga prepoveduje. Torej, zaradi takve pozicije AKP-ja v primeru splava in carskega reza nekateri to interpretacijo islama bolj primerjajo z ortodoksnim krščanstvom in judaizmom in trdijo, da islam glede tega nima tako striktne pozicije. Vladne interpretacije islama so celo bolj konservativne in striktne kot islamska praksa sama. Zato AKP konservatizem označijo za evangelizacijo, bolj v skladu z ameriškim protestantizmom in za primer biopolitike, ki skuša splav narediti za družbeno polemiko, medtem ko ta v islamu ni. Da povzamem, ni presenetljivo, da stranka AKP v skladu s svojimi islamskimi koreninami legitimizira svoje argumente s pomočjo religije, toda podrobnejša analiza pokaže, da AKP ni edina, ki uporablja religijo, saj različni, tudi sekularni akterji uporabijo, toda vsak z različnimi in nasprotujočimi z interpretacijami. Različne skupine akterjev je torej potrebno razumeti glede na konkretno delovanje in izjave in ne na neko splošno a priori, pogosto zelo homogeno razumljeno skupinsko identiteto. Drugič, religija oziroma religijski diskurzi niso nekaj statičnega, temveč se stalno konstruirajo in reinterpretirajo v družbeno-političnem prostoru. Religija je selektivno uporabljena za legitimizacijo določenih političnih stališč. Akterji referirajo na religijo in skladno z močjo, ki jo imajo takrat v političnem prostoru, želijo vzpostaviti določeno hegemonijo nad religijskimi interpretacijami. Religija tako deluje kot teren različnih pomenov ali kot prazni značevalec in je podvržena različnim interpretacijam in konfliktom, kar ima globoke družbene in politične posledice. Prav tako moramo preseči razumevanje dihotomije religijsko versus sekularno, saj so bile reproduktivne pravice na podoben način, torej zaščita generacije, zaščita bodočih članov turške države,
definiran je že v samem začetku Turške republike. Takrat, ko je bila na oblasti sekularna republikanska ljudska stranka, država se je intenzivno laicizirala in iz vseh zakonov so odstranili vse religijske reference. Globlja analiza torej pokaže, kateri drugi diskurzi stojijo za navidizmo religijsko utemeljeno interpretacijo. Nekateri člani AKP uporabljajo religijske reference, čeprav neutemeljene v islamu samem, zato da okrepijo definicijo reproduktivnih pravic ženske kot funkcijo širitve družine, definicijo ženske kot matere, ki je zadolžena za rast populacije in posledično za krepitev nacionalne ekonomije in nacionalne identitete. Torej, reproduktivne pravice so oblikovane v skladu z nacionalnimi in ekonomskimi interesi in ne kot stvar pravic posameznikov oziroma posameznikov. Reproduktivne pravice in nadzor ženskih teles so središče sodobnih nacionalnih biopolitik, ker je družina in ženska vloga v njej politična entiteta, saj se reprodukcija neposredno navezuje na kolektivno nacionalno integriteto in je razumljena kot politična in nacionalna dolžnost. Politična regulacija splava in carskega reza je podvržena vplivom nacionalističnih, demografskih in ekonomskih diskursov in to ne samo Turčije, ampak marsikaj drugih. Hvala. Super, hvala lepa. Edini govorec v tem panelu nam je žal poturhal, ni zdržal nekaj pritiska. V treh tako lucidnih govornicah nam ni bilo lahko. Samo, pardon za preveco. Vidite, to je njegova zgodba, ne? To je history. To je history. Pardon, ne malo poetike. Ja, to je tako da zaslužim z njih pasem. Hvala lepa, spet imamo približno pol urce za diskusijo in spet ne izgubljamo dragocenega časa. Evo, Marko, prosim. No, ne bi vprašanje, profesor, nismo navajeni dokazovati dovolj, ne, šla razne izpiti, to pa turistno. No, samo te ilustraciji, mislim, da danes zelo potrebnega uvida v raznolikost dejansko in potencijalno, slovinsko in sodobno mislimo. Gotovo ni vse doseženo s tem, da razvrnemo, postajajo to odprto vprašanja, ali res prazni označevalec, ali so kakšne sidrišča in tako naprej. Mislim, da je res, da v sedanjem času je, spet bi se strinjal kolega Aleš, je pomembno, da vsaj določenih plasti in krogi to povzame, ta raznolikost. Moče samo dve ilustracije. Omenja predala društvo Ahmadija, da sem čisto slučajno, nisem se zanimal za Ahmadija, ampak tam na nekem sejmu sem dve brošurici, Svet v krizi, kriza v Siriji, tema, ki je danes gotovo tu. Pri novejši brošurici Svet v krizi govori svet tudi o beguncih in tako naprej, ker je nova. Recimo tam najdemo stališča muslim iz islama ven, ne glede za notranjo debato, ali je to bolj ali manj pravovernost tega ronga vidika, znotraj tega sveta je, lahko preberemo recimo taka stališča. Dolžnost priseljencev je, da se vključijo v družbo in ne pozabijo oziroma zapomnijo, da je prerok rekel islama, da je ljubezen do posameznikove države bivanja ključen del njegove islamske vere. Ali druga, individualizem, vsakemu posamezniku bi moralo biti omogočeno, da svobodno izbere, v kaj bo verjel, saj je vera stvar srca in duha. Zato celo razpravlja o strahu, ki ga povzročajo begunci in zelo precizno, previdno izrazi islama neko stališče. O krizi v Siriji, to je pa leta 13 pisano, ko se prenaša na veliko, ali zares verjelo v brezmadežnost početje arabske pomladi v Siriji, ali pa se to propagandno prodajalo skupaj za večinskimi mediji, tudi naši vodilni najbolj povzdigovani novinarji so tako še takrat pisali, on še takrat, da zelo uravnoteženo, precizno, utemeljeno tudi islamsko pozicijo, pogled na dogajanje v Siriji. Skratka, ne tako, kot bi se rekel, politično korektno danes, asimetrični prikaz ali tradicionalno rečeno enostransko, pristransko, zavijajoči ali navijajoči, ampak iz islama ven, rekel, na nek način poskuša dati vsakemu svoje v tem. Leta 13, samo za ilustracijo, pa še ilustracijo ženski temi, često drugi avtori, ki piše, moče zanimivo delo z našo temo, fik muslimanskih zakon, muslimanskih manjšin na Zahodu, kjer razpravlja
dogodki v bosanščini, recimo o tem že, islam prepoveduje Koran, poroko muslimanke z muslimano, dovoljuje pa, celo priporoča, muslimana z nemuslimanko, na vsak način z kristjanko ali tako naprej. Jaz sem bil umestil kontekst. To je takrat veljalo, ampak tam se moramo zavedati, ženske na Zahodu so tiste, ki določajo dom in hišo in vzgoj. Če se preseli tak, recimo, da je primer študenta iz arabskih dežel z novo ženo, z zahodno ženo, ko prideš v njihov dom, je to vse drugo kot islamska hiša, kaj še, če ostanejo tu. No, samo vidimo, kako se neko trdo postavljeno stališče, da res ga najdemo tudi v Koranu in tako, iz stališča avtorja, ki ni nikakršen znan kot reformator, ali kar David, tako se v odvisnosti od konteksta interpretira in ponudi pravzaprav, ali pa se napeljuje na neko čisto drugačno stališče, kot je tradicionalno islamsko. Ja, lahko bi se tega naučili od judov mogoče. Judi so vedeli, da so moški mogoče na vzgoj šefi, ampak da tam, kjer se pa reproducira religija, vrednote in pogled na svet, so pa ženški šefice. Malo linearna je bilo, judska, kot pravi islam. Malca, prosim. Ja, bi iskreno naljevala, ker imam nekaj. Problem ambivalentnosti. Namreč vrsta teološko raziskujočih, oziroma svobodno raziskujočih teološke tekste opozarjajo na to, da pravzaprav so, recimo pri krščanstvu, je ambivalentnost tako velika, da lahko ti katerokoli prakso pravzaprav sklicujoč se na en ali drugi del religijskih temeljnih tekstov potem upravičiš. No in to je, videli smo zdaj, da je to prilično ravno taka praksa. Druga stvar, ki bi jo rada upozorila, je pa zelo zanimivo, ko je bilo omenjeno, kaj je Zubaida naredila. Recimo kopanje vodnjakov, potem ona, ta druga v Alepu, ko je odpravila nepoštene davke, zavzemala se za pravičnost. Takoj, ko sem te stvari izvedela, sem pomislila na ugotovitve sodobnih empiričnih študij na področju sociologije ali spola, ali pa mešano sociologije, spola in politologije, ki ugotavljajo, da sicer mi ne moremo govoriti o tem, da bi ženske kot take takoj prinesle nekaj drugega, tisto, kar naj bi ustrezalo nekim romantičnim idealom, ki jih pripisujejo ne ženski, ampak da so dejstva taka, da kadar gre za ženske na vodilnih položajih, recimo nekaj žensk, vrhunskih političark v drugi polovici 20. stoletja, da se je to poznalo na zelo oprijemljivih indikatorjih, recimo, da nobena ni povzročila vojne ali pa vojnih napetosti. Potem na nižjih ravneh v Evropi je recimo nekaj mest, kjer so bile opravljene post-festum študije, ki so pokazale, da kadar so dobile ženske dovolj močno vlogo v mestnih svetih ali mestnih odborih, se je za blaginjo, za javno dobro, za blaginjo večine ljudi, zlasti pa najbolj ranljivih skupin, veliko storilo. Recimo, da se je izboljšal javni promet, da se je dostopnost do različnih drugih virov pomembnih za življenje okrepila in tako naprej. Skratka, vidimo, da pravzaprav zaradi tega, ker so ženske bile v zgodovini tiste, ki so morale neposredno, ne samo verbalno, neposredno skrbeti v bistvu za obstoj, da so lahko, če so bile na dovolj visokih položajih, to je poudarek na dovolj visokih, ker te ženske niso bile na, kako bom rekla, subnjalke tada, ampak so bile vse iz bogatih družin, oplemenitenih z veliko družbeno močjo in tudi oblastjo, da so lahko zelo veliko storile. Tako da je pravzaprav videti eno kontinuiteto s sodobnimi ugotovitvami dela. No, pa še pa eno malenkost, tule pri kolegici Frank je omenila 90% carskih rezov v Turčiji, da se opravijo v privatnih bolnišnicah. Torej, privatne bolnišnice verjetno ne hodijo ravno najbolj revne ženske, ne? No, in zaradi tega se ta v bistvu ameriški način rojevanja zelo tukaj razširil, ker je ekonomsko mogoč, ne? Je pa nevaren z vidika ohranjanja moči, prebivalstvene moči države.
Kakšno vprašanje, pripombe ste? Torej, predlagate, da se predvidimo vzgojo otrok moškim toliko, da jih naredimo bolj sposobne voditelje? Če slučajno so že kakšen znajden v takih državi. A to nam vprašanje, ali na kolega? Ne, pa za nas. Dajte še enkrat ponoviti, ker se to jasno govorili. Če proročite, da predvidimo vzgojo otrok moškim zaradi tega, da pač ne bodo tako zelo nesposobni. Ne bomo. Ne, malo čudno vprašanje, bova potem o tem diskutirala. Ne gre, jaz sem poudarjala, zveza, spol, družbena moč, bogatstvo in tako naprej in ta primarno določena ženska vloga, da morajo skrbeti za, v bistvu, za družino, za obstoj. Ne? In tukaj... Zdaj to vežeš na moške. Kako? Zdaj to vežeš na moške, pa bodo pač... Zdaj še ne razumem. Vi bi morali to malo bolj jasno povedati, pa bi razumela. To je, gre za to, da se vzpostavlja pravzaprav spolno ravnovesje, je tako, tudi na področju vsega skrbstvenega dela, to pomeni od skrbi za nebogljene novorojenčke in rast otrok, pa do bolnih, starejših in tako dalje. Če se za to zavzemate, potem, če mislite, potem je to jak. Zaradi tega, ker mimo grede zelo nakratko odgovorim, tisti ljudje, ki morajo skrbeti za nebogljene, bodo vendarle v sebi razvili lastnosti in nagnjenja, ki jih bodo odvračala od tega, da bi pobijali ljudi. Preprosto, ne? Naprejšnjo, vse tisto je bilo aktualno vprašanje okoli historije, ne? Ali je bilo samo tak dodatek? Kar sem jaz naslovila v šali na kolega Aleša. Ne, prej v tekstu. Ne, pravzaprav je to ena taka sintagma, ki so jo krščanske feministične teologi nekako upeljale, konkretno Rosemary Redford Truder in Elizabeth Schuster-Florenca v smislu odkrivanja njene zgodbe znotraj moško, recimo, nominiranje ali pa generiranje njegove zgodbe. In to ravno sovpada z besedno igro, ne, history kot njegova zgodba. Ne, v smislu, vse veste, po tej analogiji, da pač zgodovino pišejo zmagovalci. Recimo, ta neenakomjerna distribucija moči. Da bi imel svojo izkušnjo, da ne bi samo zmagovalci, ampak jaz recimo sem jaz še dve posebnosti s to telesu. In zdaj fora je, da kadar so oni pisali dnevnik, je bilo izredno izrazito, pač nekaj mene se lahko čutiš napadnega. Ne zaradi tega, ker bi to pač oni želeli nas, čeprav to ni izključeno, ampak prosto zaradi tega, ker ljudje smo taki, da preprosto več stvari počnemo hkrati in se nekako ravnovesili, oziroma imamo nekaj rizem za dejanje. Kadar sta pa oni dve šli pisati dnevnik, sta pa preprosto te stvari, ta balance, ta rizem, ki je bil meni pit, še posebej, kadar so bili negativno razpoloženi do mene, ampak tudi brez tega, preprosto izpustili. Tako da vedno izpadeš kot bolj bad guy. Jaz počnem rad zase, ker je to zabavno, ampak če imaš take dnevniške zapise, ki se ohranja in pač človek gre stran, zna biti zelo težavno, ko se pač zgodovina piše. Torej zelo pomembno, kdo natanko piše in zdaj, če so to vedno znova moški, se zna zgoditi vedno znova določene izkušnje, pač se ohranja. Jaz v bistvu, ravno v tem se želi pravzaprav, zdaj, če bi to preselili v okviru luči študije spolov, je to načeloma je teorija, vsaj v teoriji to preseženo, zato ker predvsem tudi recimo, ne vem, če gledam v luči raznih religijskih feminizmov, raznih poskusov, zdaj bom uporabila eno besedo, ki je meni ljuba feminističnim kritikam neoliberalizma, pa ne, ker v bistvu opolnomoči posameznika, opolnomočenje v smislu pač neke notranje in zunanje manifestacije moči, ki združuje in ne nadjarni ali pa podjarni. A bi smela samo 3 stavke zdaj več? Namreč je bilo omenjeno, to piše zgodovino. Ne gre samo za pisanje zgodovine, ne del ustvarjanja zgodovine, dejansko. In gre za to, in tega ni danes nihče omenjal, da se razlikuje pravzaprav med tistimi strukturno ustvarjenimi danostmi, za katere je že leta 1905 nemški sociolog Georg Simmel zapisal, objektivno je enako moško. Zato gre za to, da je androcentrični družbeni red,
tisti, ki kolektivno omogoča prednosti po spolu, ampak ne samo po spolu. Vse skupaj je pa tudi povezano s prednostmi po razredni liniji, ki se večkrat povezuje potem z etnično, z religijsko, to smo danes videli tudi in tako naprej. Skratka, gre za to tudi, da se razlikuje med strukturnimi dejavniki, ki so dani in na katere imajo posamezniki, če niso močni in če nimajo sredstvo oblasti in institucionalnih možnosti spreminjanja, nimajo veliko vpliva ali pa kakršnega, mi imamo lahko fantastične zamisli, kako bi si uredili, ampak nimamo pa za to oblasti, da bi uredili. Torej, to je na eni strani strukturno, na drugi strani pa to individualno, kjer pa so lahko odstopanja, tako ali drugače, po spolu, po razredu, ampak vendarle redka odstopanja potrjujejo ključni red. Pa še tole, history, to je nastalo pravzaprav zunaj teološke misli. Jaz na enem mestu, zdaj ta hit se ne spomnim, ampak citiram točno avtorico in tako naprej. Gre pa za to, da se pravzaprav v različnih strokah v zadnjih 2 do 3 desetletjih razkriva nevidni delež, ki so ga dejansko v vseh družbah ženske opravljale. Zdaj, mi smo danes se srečali s temi velikimi, ali pa visoko stoječimi ženskami. Medtem, ko recimo je eden od politologov zapisal, da ni res, da ženske ne bi bile v politiki, pa v diplomaciji, kot nekem vrhu politike. Pravi, zato, ker so bile tam kuharce, perice, čistilke in tako naprej. Ne? Ampak to so bile mase, ki so bi samo omogočale, da se je lahko reproduciral. Skratka, jaz se oproščam, ker sem dodala tudi to, no pa še tole, avstrijska sociologinja je pa ravno opozorila na to, ko se bo ta spolna dimenzija vključila tudi v znanstveno pojasnjevanje in ko se bo gledalo na delovanje celotne družbe in v njej združenih in povezanih posameznikov in posameznic, da bo ta vidik pomenil pravzaprav tak premik v mišljenju, v znanstvenem mišljenju, kot je sprememba geocentričnega v heliocentrični sistem gledanja. Torej, gre za to, da se androcentrični sistem gledanja, razumevanja in ustvarjanja sveta zelo, zelo počasi, to poudarjam počasi, ker bomo celo tisočletje še lahko pričati, če bojo rodovi sploh še počasa živeli človeški, ne, mislim, se razkraja zelo počasi in se pravzaprav nek androcentrični oziroma oboje spolni vidik upošteva. Sreča potrebno še Kristina. Ja, mogoče bi načelo pa, da imamo vprašanje, ki tole zastavil, če bi na čas razmišljal, v isti smeri vprašanje feminizma, recimo v islamu ali pa v krščanstvu, recimo katolicizmu, na kaj bi bolj stavili, kje se zna poprej zgoditi, bolj izrazito se da kaj špekulirati. Sprašujem za tega, ker za mene drugi najstarejši feministični tekst, ravno prej omenjen Hamlet od Shakespearea v zadnjem poglavju, vse skupaj prva, ne samo uvidi, detektira, vse lumparije in tragedijo in tudi se odkrito upre temu ženska. In to je tista katarza. Ne to, da tam Hamlet neki je zmanipuliran, pa da tam meni drug umre. Katarza je, da se ženska postavi in pove na glas vsem, kar mi gre. Drugi, verjetno po Kristinski, da je Pizarro, tako, no, z očitno gregu poanko na feminizem velja računati, vse druge je odpovedalo. Tako da, no, potem še se spomnim iz preparih let eno raziskavo, mednarodni avtorje na temo v Sloveniji versko mešanih zakonov in popisa, intervjuje, popisa največjih težav pri tem, recimo katoličanka z muslimanom ali pa obratno, ali pa pravoslavc z muslimanom in tako naprej. Kje so bili največji problemi? Mimo grede, en zelo dober rezultat je, da se je dalo razumeti, kako
so te pripadniki različnih, vključno pa za vzgojo otrok in tako naprej, različnih religij uspeli sedanje vzorce življenja, vključno z verskimi pošlihtati v smislu kompromisov, naredili so miks. No, največji problemi so pa vsi, torej, tačno rekel, tisti, ki so imeli probleme po muslimanski strani ali po katoliški, zaradi muslimanskega partnerja in tako naprej. Vsi tej so imeli enake probleme, namreč največji problemi so bili ravno pa tisti, ki bi človek pričakoval, da je bodo najbolj odprli te mlade družine in tako naprej. Pri starših sorodnikih, drugič pa pri inštitucijah, do verskih. Verskih, ja. Potem šele na tretjem mestu je tisto okolje, v katerem živi pa nenavajnost, Slovenije pa tako naprej. Torej, zdaj, to se pa tudi nekaj razlikuje, katolištvo pa islam, recimo islam, mislim, Koran je bolj naklonjen človekovim pravicam kot Sveto pismo, hkrati je katolištvo ima izrazito hierarhijo, cerkev, če se pri islamu vidi, to gotovo velja, no, ne vem, kako bi razmišljati, če bi se mogli kocko vršt, ki bo prej bilo spomenuti. Zdaj, meni osebno je to velika zadovoljitev, zato na prvo žogo, na res prvo žogo, bi posplošeno odgovorila v teoriji katolištvo, ampak v teoriji. Samo zaradi tega, ker je pač teoretsko, recimo, več študij, ker je več pripadnic, recimo krščanstva, če širše rečem, se začelo oziroma se ukvarja s temi temami v teoriji. Recimo, čisto številčno, recimo, če gledam, pa navzočnost le tega, recimo sploh na, recimo v zahod, če zelo evropocentrično gledam v zahodni znanosti, ali pa recimo zahodne. Če pa pogledam, recimo sploh spričo tega preizpraševanja, ali je islamski feminizem v resnici sploh mogoč, recimo govorim v smeri preizpraševanja različnih sekularnih feminizmov v navezavi na recimo islamski religijski feminizem. Se pravi, ta kritična komponenta. Tukaj so šle, recimo, rekla krščanske feministične teologinje, vsaj v teoriji, pri razgradnji določenih stereotipov, v teoriji, recimo, mečken vidno dlje. Kar pa se tiče struktur, recimo, to ste že sami omenili, pa vedeli boste v bistvu absolutno to bolj detaljno opredelili. Koran kot tak, zdaj, to je moje osebne mnenje, je pravzaprav mlajše narave kot Sveto pismo. In tudi Sveto pismo, recimo Nova zaveza, ima podobno kot Koran en kup dvoreznih pogledov na vprašanje spola. Tudi tu ni monolit, kot bi ti rekla, daleč od tega. Je pa res, da v bistvu sama teža, samo breme, ki ga je recimo krščanstvo ali pa krščanska Biblija dala recimo v zvezi z padcem, izvirnim grehom, ki naj bi ga po krščanstvu, se pravi Eva in vse ženske zakrivila, tega Koran nima. Tako da v tem smislu je pečat, negativen pečat, v tem smislu breme zapuščine, te agende, ki se je recimo skozi različna zgodovinska obdobja poustvarjala in različno artikulirala, strani krščanstva na hitro rečeno večje, recimo sploh za Zahod. Tako da v bistvu, ko pa pogledam bližje strukturno, pa prav zaradi tega v bistvu vsega, ker je, te izrazite socialne, se pravi, egalitarne note človekovih pravic, Korana, oziroma tudi tega, ki naj bi bila pravna družbena pravičnost kot ena glavnih tendenc ali pa želja muslimana, islama kot takega, pa se pravi ne te piramidalne hierarhičnosti islama, ki je znana za RKC,
Pa težko verjamem, da bo krščanstvo naredilo preboj. Zato si pravzaprav mislim, da je to, kar je bilo v teoriji doseženo, recimo v krščanstvu, zna biti tudi dvorezni meč. Zakaj? Ker je pod to profesor Maca Jogan opozorila, ker se pod tančico nekih, recimo, enakosti, enakopravnosti, za katero se po svojih močeh prizadeva tudi znotraj, recimo, krščanstva, recimo ali pa islama, se v bistvu to zelo na nek način lahko zakamuflira resnično neenakost oziroma naredi to, kar ste vi prav lepo rekla, gospa profesor Maca, da se pravzaprav kamen sedanjosti potiska kamen pravzaprav plasti preteklosti vedno bolj dol. V tem smislu se lahko v bistvu to izrazito neenakost z neko tendenco celofan papirja, ko se pravzaprav neke službe so ustvarja v katoliški cerkvi, se recimo, ne vem, zopet dajmo zdaj vprašanje diakonis, prej spraševati, wow, in smo vsi, ne vem, papež Frančišek omeni vprašanje pripustitve žensk, wow, ali pa recimo enako, partnerstva in tako naprej. V tem smislu želim reči, da to zna biti tudi dvorezen meč, ne kot, da osebno si ne bi upala reči, da bo to krščanstvo. Morda je pomembno, da seveda tudi papež kot tak nima samo kaj on reče, ampak da ima vedno tudi nekaj nasprotniki, ki se ne bodo strinjali. A še kakšne? Rimsko burjo, akcija. Da še posebej, Še kakšen komentar na to? Da ne pozabimo, zdaj, ko se zaženu polemiko dveh velikih količin, islam, krščanstvo, da krščanstvo se ni samo katoliško, da bi ravno v ženskem vprašanju našli protestantsko, se tudi pisam svet, ampak vendarle mnoge daleč bolj radikalne posege, že iz ključnih verskih namkov, temeljne enakosti pred Bogom, Luther, da se preduje, je on prenesel tudi na cerkev. Krst je tisti, ki da osnovne pravice in to vsem enake. Vsakim krstom je človek že papež, kar pomeni tudi ženska, je lahko papež. Ampak vidimo, koliko časa je bilo potrebno, da se je to temeljno načelo enakosti, ki je bilo tu že versko utemeljeno, tudi na strukturo že, zares uresničilo tudi v teh cerkvah. Kako je šlo nek vrste cikcak. Ženska je enakopravno prebita na drugih področjih in vplivih, je vzvratno potem pospešila razvoj znotraj, da ga lahko da razvodi škofinje in tako dalje. Gre pa za prilagodljivost na okoliščine, ki so nastale. Ampak spodbujanje, ne samo eno. Tu sam neki, eno misel. Meni se zdi, da pravzaprav pri vsem tem, pri spraševanju položaja ženske v različnih religijah, je pomembno vprašanje, recimo konkretno oblasti v cerkvi oziroma pozicioniranje ženske na vodilna mesta. Ampak ni pa ključno. V tem smislu, ker kljub temu, da so v drugih krščanskih cerkvah naredili ogromne premike, ta miselnost, ki ste jo prej vi lepo opozorili, sprav ta antropocentričnost, patriarhalna antropocentričnost, še vedno ostaja enaka. In ta sprememba kolektivne zavesti je tista, ki pravzaprav je vprašanje pravzaprav podal odgovor na vaše vprašanje. Ne toliko manifestacija moči navzven, po mojem, čeprav je tudi ta izjemno pomembna, ampak bolj tisto, kar posledično to prinese ali obratno. Super. Še Kristjan, potem pa Koza? Tudi v katoliški tradiciji imamo tisto, kar ste citirali iz Turčije, zarodek in duše, da se veseli samo čez nekaj mesecev. Ampak noben katoliški teolog danes ne pade na to, ker zdaj imamo sodobno embriologijo. Tako je to tvegan argument sam po sebi in mislim, da tudi če gremo nazaj na muslimanske učenjake iz islamske tradicije, najdemo bolj zapleteno, ampak še vedno fleksibilno učenje.
ki upošteva veliko različnih okoliščin in tako naprej. Tako da ta diskurs zdaj od Erdogana je nekaj čisto novega, nima veze s tradicijo, s tem se potem zelo strinjamo. In še kulturološko vprašanje zame je, zakaj je turški islam oziroma islamizem tako podoben ameriškemu evangelicalism, sorry. Ali je to konvergentna evolucija, ali so neke skupni dejavniki, ali so to pravzaprav vplivi čez Atlantski ocean? To vplivi so definitivno, ker je Turčija zelo navezana nekako na ameriške vplive. So pa tudi različni dejavniki, recimo ta neoliberalni ekonomski pogled, nacionalni pogled na družino, na krepitev neke identitete nacionalne, ki se hkrati povezuje tudi z versko. In to stalno v bistvu ponavljajo v Turčiji, ta verski element se povezuje z nacionalizmom, ampak ni pa edini. In dostikrat gre na prvi pogled, recimo, se zdi, kot da je vse versko utemeljeno, v praksi pa se vidi, da je precej nacionalizma. Jaz vidim, da je tukaj nacionalna država in nacionalna ideologija tista, ki precej vpliva na to, kako se gleda in na ženske, in da se preko tega interpretacije v islamu, kot zdaj v primeru Erdogana, zelo spominja. Mislim, Erdogan zelo tako arbitrarno pač zbira malo tu, malo tam in on je v bistvu neoliberalno ekonomsko usmerjen, kot pa zgolj versko. A bi smela nekaj reči? Namreč prepričana sem, da se lahko razume to religijsko interpretiranje, ki pa ima v bistvu čisto drugo vsebino, kot se zdaj omenili, kot uporabo že zelo preizkušene oblike, načina, kako vplivati na zavest ljudi. Točno to, posoda, ki se je skozi stoletja pokazala kot učinkovita, če se spodobo omeniti, se lahko uporabi na mesto, da se da rdeče vino, no se da belo vino ali pa kis. Preprosto, ne? Skratka, ta zgodovinska izkušnja, to je zelo pomembno. Namreč ravno to, kako se pravzaprav ustvarja v posamezniku, v bistvu znotraj kontrolni mehanizem, ki pa je od zunaj vsajen, ampak potem deluje kako, da je to neka individualna odločitev. In to je zelo pomembno, ker končno vendarle v zadnji fazi se vsak sam odloča. Ali, denimo, primeri slovenske zgodovine, ali bo nezakonska mati ohranila nezakonskega otroka, ali bo postala neko morilka in tako naprej. Mislim, tako, ko postavimo v konkretne situacije, kar je do nas tokrat poudarjeno, potem se lažje iščejo odgovori tudi, ne? Ja, apelira se na religiozno zavest posameznika. S tem, ko se vedno na to referira, je zelo jasna referenca, ki tako izbudi neka čustva, ne? In potem se povezuje še z nacionalno identiteto, ki je v Turčiji zelo močna, in to rata polen skupek, ki kontrolira posameznika v njegovem privatnem življenju, In on sam zavisno. v njegovi spalnici, tako rečeno. Ker to je tudi Erdogan stalno ponavljal, spodbujajo mlade pare, da imajo otroke, da se poročijo, da imajo vsaj 3 otroke, da je to pač matere kot raje pod materim nogami, to je zelo popularna fraza in to se stalno perpetuira in to rata že neka vrste samo kontrola. V zasebnosti je to zelo močno, ker religija je pač takšen in javen, ampak tudi zelo zaseben element, ki posameznika stalno dreza. In tako da je v bistvu povezal to dvoje, kar je retorično in populistično zelo efektivno. Mene tudi zanima ravno to, kje je ta kontinuiteta Erdogana, se pravi, po moje religijska, čeprav jaz nimam pojma, spravi, kje so vidne največ te kontinuitete, kot jaz vem, dejansko verouk imajo v Turčiji obvezen že od Atatürka, ne pa od Erdogana. Ampak seveda imajo. Mislim, Atatürk je v bistvu navzven se ga vedno vidi kot velikega sekularista. Sem tudi rekla, da so v vseh zakonih so izločili vse religijske reference in tako naprej. Ampak hkrati on je v bistvu to religijo ni tako napadel, kot zgleda na prvi pogled. V bistvu modernizirali je predvsem žensko, ampak hkrati je krepil njeno vlogo kot
tisto, ki goji narod. Ne? In religija se je vedno spajala z nacionalizmom in z nacionalno identiteto že od časa Ataturka. Mislim, ni on religijo nekako odpisal, ok, na videz je prepovedal, nikoli ni bila prepovedana nošnja. To se je samo spodbujalo ne nošenje, ampak še to samo v bistvu elitne ženske. Ne? Nikoli ni direktno napadel ali pa zahteval od ruralnih področji, da bi to ukinili. Tako da je v bistvu on nekako spojil religijo z nacionalno identiteto in je te elemente religije lepo umestil. Ne? Ampak na prvi pogled bi rekla, ja, se je sekulariziral, ne? Ampak religija se ni nikoli umaknila. Mogoče samo če smem govoriti, sunijska varianta, hanafijska šola, turški islam kot turška državna religija. Kje so pa ostale, aleviti, šiti, kristjani in tako naprej. Z nacionalizmom so vse izključene. Se pravi, pod tem krovnim Dianet je takrat dejansko oblikoval turški nacionalni islam, kar se pa zdaj spreminja v tem smislu, da seveda postaja, če na nek način prej imel religijo pod kontrolo, se pa zdaj pa postaja aparat za novo doktrinacijo. Ja, to se jasno je v Dianetu. Politika je začela kontrolirati religijo preko Dianeta, ampak Dianet je bil vedno tako priročno uporabljen, kadar se je rabila religija za legitimizirati kakršnekoli druge diskurze. In se je povezalo proti etničnim manjšinam, proti drugim verskim manjšinam, se je povezovalo nekako to glavno sunitsko verzijo islama z državno oblastjo. Hvala lepa, super, krasna razprava. Preden se odpravimo na zadnjo pauzo, še enkrat na zadnji panel.